Ker je vožnja po avtocesti varnejša, krajša, hitrejša in varčnejša, avtoceste skupaj s hitrimi cestami prevzemajo skoraj polovico celotnega prometa. S tem pa predstavljajo pomembno delovno okolje policistov. Gre za to, da se je v zadnjih letih v bistvu situacija na slovenskih avtocestah spremenila, da je veliko več prometa, uveden je bil vinjetni sistem, hkrati se z vstopom v Evropsko unijo sprostile meje, veliko več ljudi potuje med državami in enostavno je slovenska policija bila primorana v to, da je v bistvu se dodatno angažira na avtocestah, da dodatne aktivnosti izvaja in jasno, avtocesta je neko specifično okolje, enostavno policisti ne morejo izvajati klasičnih nadzorov, tako kot na ostalih cestah, zato v bistvu iščemo metode, kako kljub vsemu čim bolj detaljno nadzirati promet v realnih okoliščinah. V ta namen smo razvili več metodologij in ena izmed najbolj učinkovitih metodologij je, da enostavno celoten promet speljemo skozi počivališče in potem, ko v bistvu na nek način umirimo promet, policisti z neko predselekcijo v bistvu se odločajo, katera vozila bodo podvržena nadaljnji kontroli. Tovrstne akcije so se izkazale za zelo učinkovite, zato jih policisti pogosto izvajajo. Eno takšnih so v aprilu izvedli tudi gorenjski policisti. Akcije, kot je današnja, potekajo že na vseh policijskih upravah, praviloma 4 do 6 takih nadzorov policija izvede v tekočem mesecu. Kar je pa značilnost tukaj je pa, da se v bistvu v nadzor vključeno več vrst policijskega dela. Iz policijske uprave smo v bistvu vključili v nadzor vse policijske enote, seveda v prvi vrsti iz postaje prometne policije, potem so tukaj kolegi iz splošnih policijskih postaj, iz postaje za izravnalne ukrepe. Od drugih služb pa smo k nadzoru povabili carinsko upravo, prometni inšpektorat in pa DARS. DARS nam je seveda v začetku zagotovil tudi kompletno preusmeritev prometa preko počivališča, s tem smo v bistvu poskrbeli najprej za lastno varnost in pa tudi varnost vseh udeležencev v prometu. Potem pa smo na samem kraju razdelili ta območje na določene delovna področja in sicer smo ločili področje za nadzor tujcev, ki jih je v tem trenutku na tej relaciji veliko. Potem so policisti prometne policije, ki jim pomaga tudi patrulja iz Bleda. Naprej pa so kolegi iz DARS-a, ki v bistvu nadzirajo vinjetni režim. Poleg nas je carina, ki v bistvu skrbi za nadzor nad trošarinami in pa kontrolo goriva v vozilih. Naprej so kolegi iz Cestela, ki skrbijo za tehtanje vozil. Poleg njih pa je seveda prometni inšpektorat, vsi pa delamo po svojih področjih. Zdaj, če ugotovimo kršitev iz drugega delovnega področja, lahko samo se obrnemo na kolega, ki je poleg nas in v bistvu prevzame postopek. Kaj sem znamki avto? Passat. Passat, registrska številka. Dejstvo je, da če želimo en celovit nadzor upravljati, da enostavno moramo promet skanalizirati, da tako rečem, ga nekako umiriti, je pa na drugi strani se pa jasno zavedamo, da je kljub vsemu promet lahko omejujemo do neke točke, zato predvsem v zadnjem času veliko pozornost namenjamo tudi temu, da spremljamo, kakšni zastoji se dogajajo in da po potrebi proščamo promet, tako da je pa hkrati jasno, da do nekih manjših zastojev pride, gledamo na to, da so to 5-10 minutni, da ljudem ne prekrižamo načrtov. Po ostrenem nadzoru so policisti preverili 138 udeležencev in odredili 68 preizkusov alkoholiziranosti, v 4 urah pa ugotovili 22 kršitev. To lahko eksplodira med vožnjo. V takih akcijah so uspehi skoraj vedno. Redko se zgodi, da ni uspeha. Če ne drugega, že s takim nadzorom lahko pri udeležencih v prometu povzročimo pričakovanje, da bodo nadzirani, bodo kontrolirani z vozniki, ki so kršiteljni, izvajamo tudi preizkuse alkoholiziranosti, tako da že to pričakovanje, da ob najmanjši kršitvi boš preizkušen tudi z alkotestom, marsikaterega potencialnega kršitelja odvrne od tega, da bi vozil pod vplivom alkohola.